Ko pripoved, ki demonizira Jude in Izrael, prehiti resnico na družbenih omrežjih, v politiki in medijih. Kako se boriti proti lažni zgodbi in kaj lahko zakon dejansko stori? Sem Ilana Mazel Diamant in to je Basic Law. Danes ponovno pozdravljamo profesorja Alana Derševića. Po nedavnem pogovoru z Dalom Dajkerjem in Halidom Abutavamitom na JNS o nedavnem obrekljivem članku Nikolasa Kristofa. Ta članek želim uporabiti kot primer večjega izziva, s katerim se danes soočajo Judje v Izraelu, da bi razumeli, kaj lahko storimo glede tega. In kdo bi bil boljši kot profesor Deršević? Dobrodošli nazaj in hvala, da ste se nam pridružili. Hvala, da ste me povabili. Cenim to. Res je užitek in privilegij. Dobro, začeli bomo s člankom Kristofa, nato pa bomo poskušali hitro preiti na širša vprašanja in pogledati na to vprašanje govora in varnosti Judov z bolj strateškega vidika. Ampak, da povzamem vaše stališče o članku in katere pravne korake bi lahko sprejeli za obravnavo neresnic o njem, ste pojasnili, da menite, da tožba zaradi obrekovanja ni mogoča. Izrael se kljub temu zdi, da nadaljuje s tožbo. Bi lahko na splošni ravni pojasnili, kaj je potrebno, da tožnik zmaga v tožbi zaradi obrekovanja? Odvisno je od države, v kateri tožijo. Obstajajo različna pravila, ja, in potem Anglija, Kanada, Avstralija, Izrael po drugi strani. V Združenih državah je to že vnaprej obsojeno na propad, ker nobena posamezna oseba po imenu ali jasno prepoznavna oseba ni bila zlonamerno obrekovana. In da bi uspel, mora posameznik, ne država, ne vlada, dokazati, da je bil oškodovan zaradi lažnih izjav, ki jih je toženec objavil malomarno ali namerno. To se v tem primeru ne bo zgodilo. Anglija, Kanada, Avstralija in druge države nimajo nujno enake stopnje konkretne opredeljenosti. Tako, obstajajo možnosti, da bodo tožbe vložene v teh državah. V Izraelu je seveda znesek odškodnine v primerih obrekovanja vedno zelo majhen, vendar pa je kljub temu mogoče vložiti tožbo vsaj simbolično. Poglejte, bodimo zelo jasni. Kar je Kristof naredil, je bilo popolnoma novinarsko neodgovorno, značilno za New York Times. Spomnite se, New York Times je isti časopis v judovski lasti, ki je hvalila Stalina, medtem ko je ta moril 100.000 Ukrajincev, ki je holokavst postavila na 23. stran in zanikala pravico Izraela do obstoja. New York Times ima najnižje razmerje med dejansko in zaznano verodostojnostjo med vsemi časopisi na svetu. To je izjemno nevaren medij, vendar zelo razširjen in bran. In zato je zelo vpliven, ne zasluži si biti vpliven, pa vendar je. In ko imaš osebo kot je Kristof, ki dejstva prikazuje kot mnenje, s tem počne naslednje. Trdi, da gre za mnenjski članek, nato pa ga napolni z domnevnimi dejstvi, ki nikoli ne bi prestala novinarskih standardov časopisa New York Times. To, da New York Times je ta članek presojal ne po novinarskih standardih s prve strani, ampak po mnenjskih standardih 27. strani. Čeprav so navedbe poročevalske narave in ne izpolnjujejo poročevalskih standardov, ne le časopisa New York Times, ampak katerega koli novinarja, zdaj imam napoved. Morda bo zato prejel Pulitzerjevo nagrado, ker je Pulitzerjev odbor popolnoma pod vplivom iste skrajne levice, ki danes obvladuje New York Times. In mislim, da imamo bolj splošen problem, ki ga razkriva in kaže članek Kristofa, vendar vsega daleč preko Kristofa in daleč preko New York Timesa. Tako da se s tem strinjam, moje razmišljanje, ker je to bolj pravno oddaja, je bilo preprosto, da bi to lahko uporabili in verjetno bodo uporabili kot dokaz v tekočih primerih proti Izraelu na mednarodni ravni. No, tega ne bi mogli uporabiti, to bi bila izjava iz druge roke. Tega ne bi mogli uporabiti na mednarodnem kazenskem sodišču ali katerem koli podobnem sodišču, lahko pa bi to uporabili kot osnovo za nadaljne obrekovanje. Tako dobiš nekoga drugega, ki reče, poglej to. Popolnoma jasno je, brez kakršnega koli dvoma, da je predsednik vlade Izraela odobril uporabo psov za posilstva. Veš, recimo, da gre za tako očitno laž. Trdijo, Bog pomagaj, zanašali smo se na New York Times
in zagotovo se lahko sklicujejo na New York Times, da se izognejo očitku zlonamernosti. Torej ima to multiplikativni učinek in bo še več obrekovanja. Že smo videli, da so nastopili proti Izraelu na podlagi verodostojnosti ali domnevne verodostojnosti New York Timesa. Zato je to tako nevarno. Tako bom kmalu prešla na vprašanje tega večjega problema, na katerega ste opozorili in glede katerega boste, mislim, kmalu vodili spor pred Vrhovnim sodiščem v svojem primeru. Ampak rada bi vprašala, glede na vse netočnosti, ki jih je mogoče dokazati, pa naj gre za gospoda Kristofa samega, ki ni bil netočen samo glede Izraela, ampak tudi glede Romnija. Imel je več velikih težav, za katere se je moral v preteklosti opravičiti in izdati popravke. Ni raziskal drugih resničnih in veliko bolj verodostojnih obtožb o posilstvu in drugih stvareh, ki jih izrekajo ljudje, ki jih podpira in so mu blizu. Tako je sam uporabil neverjeten dvojni standard pri tem, kaj preiskuje in o čem poroča. Potem pa vprašanje tudi, ali gre za njega ali za New York Times, ker je očitno, veste, to je založnik, plačuje ga. Plačuje ga. Kje je meja, preko katere publikacija ne bi smela iti? Ne more iti, preden začne odgovarjati za netočnosti. No, Vrhovno sodišče je to mejo naredilo skoraj nemogoče za doseči. Trenutno imam primer na sodišču v Združenih državah proti CNN. CNN je namerno, zavestno, zlonamerno lagal, ko sem pred Senatom Združenih držav, pred milijoni ljudi, rekel, da je predsednika mogoče ustavno obtožiti. In bi moral biti ustavno obtožen, če stori kaznivo dejanje ali dejanje podobno kaznivemu, v skladu z ustavno določbo, ki dovoljuje ustavno obtožbo zaradi izdaje, podkupovanja ali drugih hudih kaznivih dejanj in prekrškov. Potem sta ta dva zlonamerna, proti vsemu usmerjena voditelja rekla, da Dershowitz trdi, da Trump ne bi mogel biti ustavno obtožen, tudi če bi storil huda kazniva dejanja, kot so izsiljevanje, umor, posilstvo, karkoli si zamislite. To je bila namerna, zavestna laž in nižja sodišča so ugotovila, da gre za laž, ugotovila so, da sem bil obrekovan, vendar so rekli, da so bili novinarji preveč neumni, da bi se zavedali, da je to, kar govorijo, napačno. Tako niso imeli potrebne zlonamernosti, da bi lahko vložil tožbo obramba neumnosti za CNN. To je v bistvu tisto, kar so rekli. In to vprašanje je zdaj pred Vrhovnim sodiščem. No, rada bi slišala več o tem, ampak kako sodišče sploh ugotovi dejansko zlonamernost? Ko rečete, da je to nemogoče visok standard, se sliši, kot da bi ga bilo skoraj nemogoče doseči. Kako bi sploh lahko to dokazali, razen če bi nekdo napisal, to bom dal v članek in to bom naredil iz čiste zlobe? No, skoraj nemogoče je, ker se sodišča v takih primerih zanašajo na zanikanja toženih strank v izjavah pod prisego. Zanikanja so v bistvu rekla, preveč smo nevedni, preveč smo neumni, preveč smo neobveščeni, da bi vedeli, da je Dershowitz to rekel dan prej na televiziji, ki smo jo gledali, in to ni bilo dovolj. Če to ni dovolj, potem ne vem, ali lahko to sploh kdaj dokažeš, če nekdo zanika. Vse, kar moraš narediti, je zanikati, zanikati, zanikati in potem zmagaš glede vprašanja zlonamernosti. Zato smo Vrhovno sodišče prosili, naj spremeni merilo, ko gre za zasebnike, kot sem jaz. Lahko imajo visoko merilo, ko gre za kritiziranje vladnih uradnikov ali samih vlad, ko pa gre za napadanje posameznikov, zasebnikov, bi morali omogočiti nekoliko lažje dokazovanje zlonamernosti. Trenutno je to praktično nemogoče. Ali menite, da ste javna osebnost? Je to tako? Jaz sem javna osebnost, brez dvoma, vendar nisem javni funkcionar. To je velika razlika. Ko naredimo to razliko v našem argumentu, javni funkcionarji imajo imuniteto. Njih ni mogoče tožiti. Podpirajo jih državni skladi. Imajo vrsto stvari, ki jih kot zasebni državljan, čeprav sem javna oseba, nimam. Nimam imunitete. Če rečem, da je bil novinar CNN neumen in zlonameren, me lahko tožijo. Seveda me niso, ker vedo, da je to res. Ampak mene lahko tožijo, predsednika Združenih držav pa ne bi mogli tožiti, prav tako ne bi mogli tožiti senatorja ali kongresnika. Torej obstaja neravnovesje med izvoljenimi funkcionarji na eni strani in javnimi funkcionarji na drugi strani. Zato vlagamo tožbo. Ne vem, ali bo uspela ali ne, odvisno je od Vrhovnega sodišča. Obstajata dva sodnika, ki bi očitno želela, da bi bila zadeva
New York Times proti Sullivanu in poznejša sodna praksa, ki je sledila, v določeni meri omejeni. Bil sem eden od sodniških pomočnikov, ki so tam delali, in mnenje, na katerem sem delal, je bilo omejeno na izvoljene in imenovane javne funkcionarje. Ni veljalo za zasebne državljane in tako poskušamo to vrniti tja, ker je bilo, ko sem bil sodniški pomočnik pred približno 60, koliko let je že zdaj? 63 leti. Tako sem videla intervju, kjer ste rekli, da ste delali na tem. In mislim, da bi morali razložiti morda ne vsega primera Sullivan, ampak predvsem odločitev in razloge zanjo. Ker pravite, da je ta primer in poznejša sodna praksa, ki mu je sledila, v bistvu postavil današnje standarde svobode govora. Ja. Svoboda govora je v središču številnih vprašanj, ki si jih danes zastavljajo ameriški ljudje. Pa ne le oni. Zlasti v okolju, kjer je standard v bistvu absoluten. Osebno ga običajno podpiram, vendar mislim, da se zdaj pojavljajo nekatera težka vprašanja glede tega, kako o tem razmišljati. Obstaja velika razlika med primerom New York Times proti Sullivanu in njegovimi nasledniki. Na splošno podpiram primer New York Times proti Sullivanu. Samo razložiti moramo, namesto da veste. V redu, ko imate javnega uradnika, kot je Kurt. V primeru New York Times proti Sullivanu je bil to šerif v južni zvezni državi, ki je dajal izjave. In New York Times je napadel tega izvoljenega ali imenovanega uradnika, vrhovno sodišče. Odločilo je, da bi uspel proti New York Timesu dokazati ne le, da je bilo to, kar so rekli, napačno, ampak da je bilo zavestno napačno, ali malomarno napačno, ali zlonamerno napačno, ali brezobzirno napačno. To je v redu, toda potem so to uporabili tudi za ljudi, ki so bili po naključju izpostavljeni javnosti. Nekoga, ki je bil žrtev vloma v dom. Niso se sami izpostavili javnosti, a so jih kljub temu obravnavali po istem merilu kot izvoljene uradnike. To je bila velika, velika, velika napaka. Potem so šli še dlje in rekli, da moraš za dokazovanje zlonamernosti to dokazati ne po običajnih merilih, ampak z jasnimi in prepričljivimi dokazi, kar je zelo težko dokazati. Še posebej, ko lahko druga stran to zanika. Tako so poznejše sodbe, ki izhajajo iz primera New York Times proti Sullivanu, ustvarile določeno kulturo med novinarji, kjer lažejo brez posledic in njihovi založniki jim dovoljujejo lagati brez posledic. Ker vedo, da razen v izjemnih okoliščinah, po trenutnih standardih, v primeru obrekovanja ne morejo zmagati. Kako bi torej priporočili, da se to zoži, hkrati pa ne uniči edinstvenega ameriškega razumevanja svobode govora? No, najprej, Amerika nima edinstvenega razumevanja svobode govora. To je anglo-ameriški, zahodni, demokratični standard svobode govora. V Združenem kraljestvu ni tako uveljavljeno. Ne, ampak veste, v večini teh drugih držav je v praksi toliko svobode govora kot v Združenih državah. Standardi so drugačni in tožbe so lahko drugačne. Nekatere bi ohranil, ne pa vseh. Mislim, da ta zahteva, da je treba zlonamernost dokazati z jasnimi in prepričljivimi dokazi, ne bi smela veljati za osebe, ki niso javni funkcionarji, za navadne zaposlene Američane, ki nimajo nujno virov, kot jih ima vlada, in nimajo privilegijev ter imunitet, kot jih ima vlada. Vzemimo za primer senatorje. Senatorji lahko v senatu rečejo in naredijo skoraj karkoli. So popolnoma imuni. Zato bi morali biti seveda podvrženi najstrožjemu nadzoru. Toda navadni državljani, tudi če so v središču pozornosti, nimajo istega privilegija. In mislim, da je svoboda govora zmanjšana, ne pa uresničena, če je tožbe pretežko vložiti in če se spodbuja medije, da širijo laži, ki služijo njihovi zgodbi. In mislim, da je primer Kristof popoln primer za to. V nekaterih delih sveta lahko tožiš, tudi če si država ali organizacija, celo ideja. V Kanadi, na primer, obstajajo kazniva dejanja sovražnega govora, ki kaznujejo napad na judovsko ljudstvo. Ne v Ameriki. Judovsko ljudstvo lahko napadate brez posledic. Lahko ponovno natisnete protokole sionskih starešin, ne da bi obstajala kakršnakoli možnost pravnega sredstva. In mislim, da veliko Američanov meni, da to gre predaleč.
Znano je, da ste razpravljali o primeru Skoki, o katerem bi zdaj rada govorila z vami. Zame je vprašanje, ali so se vaša stališča o svobodi govora spremenila od primera Skoki, ki ga morate opisati, do današnjega časa. V redu, v času primera Skoki sem bil član nacionalnega odbora Ameriške zveze za državljanske svoboščine in močno sem podprl pravico teh neonacističnih nasilnežev, da so na ulicah Skoki, območja, kjer je živelo veliko preživelih iz holokausta, izrekali svoje grozljive antisemitske izjave. Del razloga za to je bil, da nacisti v tistih časih niso predstavljali nobene nevarnosti za prebivalce Skoki ali za Američane. Bili so nadležni in težavni, vendar takrat ni bilo nobene podpore antisemitizmu. Jaz se nisem spremenil. Moja stališča se niso prav nič spremenila. A svet se je spremenil. In danes bi lahko enake izjave v Skokiju, kot so bile dane takrat, predstavljale veliko večjo nevarnost za judovsko skupnost. Nevarnost nasilja, napadov na sinagoge, napadov na posameznike. Zato moraš pogledati kontekst, moraš pogledati resničnost in mislim, da se je realnost sveta od časa Skokija spremenila. Torej, mislim, da je zakon enak in pravila bi morala biti enaka, in tudi takrat bi še vedno zagovarjal Skokije. Ampak danes mislim, da spodbujanje antisemitskih fizičnih dejanj proti posameznim Judom predstavlja večjo nevarnost in je bolj primerno za pravno ukrepanje. Pred nekaj leti smo ustanovili organizacijo, ni se ravno prijela, imenovala se je Udari Juda, tožimo te, in želeli smo sprožiti pravne postopke proti vsakomur, ki napade posamezne Jude v Brooklynu ali kjerkoli druge. In ti napadi so se povečali in to danes vidimo po vsem svetu, zlasti v Angliji, vse bolj v Kanadi in v Avstraliji in seveda v Združenih državah. Torej so Jude danes bolj ranljivi, kot so bili kadarkoli po letu 1932. Zdaj, želim biti jasen. Govorimo o letu 1932, ne o 1936, ne o 1939, ne o 1942. Govorim o 1932, ko je bil Hitler izvoljen. Danes vidimo ljudi podobne Hitlerju, ki kandidirajo za funkcije v Mainu in v Michiganu, kjer so bili že leta 1932 judovski študenti diskriminirani. To vidimo tudi na univerzitetnih kampusih. Vidimo zmanjšanje vpisa študentov na krajih, kot sta Harvard in Yale. Smo torej v letu 1932, no nismo v letu 1936, smo pa zagotovo blizu temu, kar so bile judovske skupnosti v nekaterih delih sveta leta 1932. Kaj mislite, zakaj bi si morala judovska skupnost prizadevati glede standardov govora, kolikor vam je znano? Torej, naprimer, obstaja veliko stvari, s katerimi se osebno ne strinjam, kot je svobodna Palestina ali od reke do morja. Kar danes, če ni videti neposredne grožnje, fizične grožnje, je preprosto opredeljeno kot politični govor. Tudi na shodih, ki so, veste, nekoliko grozeči za judovske javne prostore in podobno. No, najprej imamo omejitve glede časa. Način in kraj. Ja, torej, naprimer, ko nasilneži pridejo pred mojo sinagogo, Park East v New Yorku, in se vedejo grozeče, policija postavi barikade, nimate pravice, da se približate starejšemu Židu, ki gre v sinagogo na šabat, mu pridete čisto blizu in ga začnete groziti ter ustrahovati. Kar lahko storite, je, da imate pravico stati 100 jardov stran od sinagoge z napisi, kot so Židi so zlobni, protokoli sionskih starešin, veste, Izraelci uporabljajo pse za posilstva. To lahko počnete, dokler ste dovolj oddaljeni in fizično ali celo psihološko ne ustrahujete, ter ljudem ne kratite pravice do uresničevanja njihove pravice do svobode veroizpovedi po prvem amandmaju. Poznam veliko ljudi, ki ne hodijo več v sinagogo, ker jih je strah, kaj se bo zgodilo, če bodo šli v sinagogo. Bojijo se, prvič, da bo sinagoga napadena s strelnim orožjem ali bombami, a še manj dramatično, jih je strah, da jih bodo na poti v sinagogo ustrahovali. Da bodo napadeni, da bodo nad njimi kričali, da bodo nad njimi vpili. Tako lahko imate tako svobodo govora,
kot svobodno izpovedovanje vere, če zahtevate, da protestniki stojijo na določeni razdalji, tako kot morajo danes stati od predsednika Združenih držav Amerike. Ne morete pristopiti k predsedniku in vpiti stvari, ki jih ljudje vpijejo predsednikom. Morate stati stran od njega. Tam je seveda posebna potreba po zaščiti predsednika, vendar obstaja tudi posebna potreba po zaščiti obiskovalcev sinagog, mošej in cerkva. Mislim, da moramo zelo natančno preučiti standarde glede časovnih, krajevnih in načinovnih omejitev svobode govora, ki ne vplivajo na vsebino svobodnega govora. Torej imate pravico vzklikati: Palestina bo svobodna od reke do morja. In mimogrede, standard mora biti enak za vse. Če lahko to rečete o Judih, morate to lahko reči tudi o temnopoltih, morate to lahko reči tudi o ženskah, morate to lahko reči tudi o gejih. Ne morete imeti enega pravila za Jude. In to se danes dogaja na univerzah. Na univerzah danes, če bi katerikoli študenti rekli o temnopoltih, ženskah ali gejih to, kar govorijo o Judih, bi jih izključili. Ampak niso izključeni, ko to rečejo o Judih, ker če to rečeš o temnopoltih, je seveda to rasistično. Ampak če to rečeš o cionistih, ni rasistično, je politično. Tudi če rečeš, da cionisti prodajajo pokvarjeno meso v Harlemu in zatirajo naše temnopolte ljudi, kot je včasih govoril Kofi Carmichael, ali če rečeš, kot pravi Tucker Carlson, veš, to so cionisti, ne Judi. Ne, nikoli nisem rekel nič slabega o Judih, je rekel Tucker Carlson. To so cionisti, ki nadzorujejo medije in nadzorujejo državo, ter nadzorujejo gospodarstvo, vse te stvari. Cionisti so tisti, ki so pripeljali trgovino s sužnji v Ameriko, kot pravi Louis Farrakhan. Danes, če uporabiš besedo cionist, si izvzet na univerzitetnih kampusih. Ne? To ne more biti pravilo. Poglejte Univerzo Kalifornije danes. Ne moreš govoriti v približno 13 klubih. To so uradni klubi, ki jih financirajo državna in zvezna sredstva. Kalifornijska univerza je javna univerza. Ne moreš govoriti na 13 od teh klubov, če si cionist. In kaj pomeni, če si cionist? To pomeni, da če si Jud, ki se ni odpovedal Izraelu, te imajo za cionista. In tako z uporabo besede cionist kot krinko ali evfemizem. So lahko govorili stvari o Judih, ki jih ne morejo reči, o temnopoltih, gejih, priseljencih, latinoameričanih ali drugih. No, domnevno je neenakomerno uveljavljanje nekaj, kar lahko naslovi bodisi država, bodisi zvezna raven. No, niso naredili dovolj, da bi zahtevali enoten standard. Večina šol niti ne zahteva enotnega standarda. Upam, da bi bil del pogajanj, ki danes potekajo med zvezno vlado in šolami, kot je Harvard, zahteva po enotnem standardu. Ni dovolj, da sprejmemo definicijo antisemitizma, ampak mora biti enaka kot pri drugih skupinah, ki niso dovoljene. Da bi lahko govorili na kampusu, univerzitetni profesori danes ne bi mogli reči niti o Južni Afriki tistega, kar govorijo o Izraelu. Ker če je to rečeno o Južni Afriki, se to dojema kot rasistično, saj je Južna Afrika pretežno črnska država, Izrael pa pretežno judovska država. O Izraelu lahko rečeš, kar hočeš. Torej je to enoten standard, ki ga je treba uporabljati za Jude in nacionalno državo judovskega naroda. Ne le pravno, ampak tudi moralno. Imam še eno vprašanje glede tega, preden pridem na vprašanje, kako se na slab govor odgovori z dobrim govorom, kar nenehno poudarjate. Prav. S tem se strinjam, ampak dejansko je poslušalec napisal: imel sem en monolog, kjer sem zelo odločno zagovarjala svobodo govora proti prepovedim govora. Deloma zato, ker mislim, da te prepovedi v resnici ne delujejo, deloma pa zato, ker zelo cenim svobodo izražanja. Se strinjam. In mislim, da odvračajo pozornost od tega, kar je treba narediti. Ampak izpostavil je zanimivo zaplet. Rekel je, da obstaja ta problem govora, ki ga je treba presojati kot celoto. Naprimer, veste, tudi če nekdo reče nekaj groznega, kot je vsi cionisti bi morali umreti, to samo po sebi ni nujno kršitev svobode govora. Ampak če človek poleg vas na protestu reče: no, tisti tam je cionist, potem imate v celoti gledano v bistvu fizično grožnjo. Kako se s tem spopadate? Ker ne morete, nobeden od njiju ni nujno rekel nečesa, kar bi bilo nezakonito.
Mislim, da morate o tem razmišljati v kontekstu. O govoru razmišljate ne ločeno, ampak v kontekstu. In če imate dva človeka, ki stojita skupaj, eden reče, da bi morali Judi umreti, drugi pa reče, tukaj so Judi. Seveda, če delujeta usklajeno, je to dovolj, da jo obtožimo zarote. Ampak recimo, da delujeta posamezno, ne poznata se. In ena skupina ljudi vpije, ubijte cioniste, ubijte cioniste. In druga skupina ljudi pravi, tukaj so cionisti, to je cionist, ta tip je cionist. To je težko vprašanje. Če nadaljujejo, prva skupina še naprej vpije, ubijte cioniste, potem ko druga skupina pokaže, kdo so cionisti, to je dovolj za kazenski pregon po standardu spodbujanja k neposredni škodi iz odločitve zadeve Brandenburg. Torej, to je zelo dobro vprašanje. To je vrsta vprašanja, ki bi ga postavil kot izpitno vprašanje, ko sem poučeval na pravni fakulteti Harvarda. No, vrnila ga bom Danielu Rotenbergu, ki ga je postavil. Ampak nisem slišala za veliko primerov, ki bi sledili tej teoriji. Če se bo to začelo, mu gre veliko priznanje. Torej, dober govor proti slabemu govoru. Rekla bi, da je moje vprašanje tukaj in, veste, zagovarjam nekaj, kar mi sicer ni blizu. Moje vprašanje tukaj je: razprava o dobrem in slabem govoru traja že stoletja. In smo v drugačnem medijskem okolju. Na družbenih omrežjih se stvari razširijo kot požar v trenutku. Če res želite govoriti o kontekstu, lahko govorimo o mlajši generaciji, ki je tudi precej manj informirana v primerjavi s preteklimi generacijami skozi zgodovino. Dovolite mi, da za trenutek prekinem. Samo da nekaj poudarim. Seveda. Govorimo o generaciji. Oni predstavljajo največjo nevarnost za Ameriko danes. Veste, ko sem odraščal, smo vedno govorili, ne zaupaj nikomur, ki je starejši od 30 let. Zdaj morate razmišljati o ljudeh, ki so mlajši od 30 let. Spomnimo se, kdo je pripeljal Hitlerja na oblast. Mladi študenti na univerzi v Münchnu, univerzi v Berlinu, Heidelbergu. Kdo je pripeljal Stalina na oblast? Mladi revolucionarji na univerzi v Sankt Peterburgu, na Moskovski univerzi. Kdo je pripeljal Castra na oblast? Predvsem mladi študenti. Kdo je pripeljal Pol Pota na oblast? Kdo je pripeljal na oblast mnoge izmed najbolj zlobnih ljudi, ki so pobili toliko ljudi? Mladi ljudje. Zato nikoli ne dovolite, da kdo uporablja mladost kot izgovor. Mladost ni olajševalna okoliščina. Zgodovinsko gledano je to oteževalna okoliščina. Zato namenimo toliko pozornosti 16, 17, 18, 20-letnikom kot 50 ali 60-letnikom. Predstavljajo izjemna nevarnost. Poleg tega predstavljajo prihodnost, medtem ko starejši predstavljajo preteklost. Zato mislim, da je največja nevarnost za Jude danes in največja nevarnost za svobodo vseh ljudi v mladih, nevednih, nespametnih ljudeh, ki mislijo, da imajo monopol nad krepostjo. Poskrbimo, da bomo svojo pozornost usmerili tako nanje, kot tudi na starejše ljudi. Torej, glede na to perspektivo se postavi vprašanje. Ali se v resnici danes dober govor bori proti slabemu govoru? To zagotovo čutim pri vprašanjih, ki se nanašajo na Jude in Izrael. Že dolgo je v obrambni drži, a to bi lahko rekli za veliko stvari, ki so mi širše pomembne, tudi v svetu svobode. In se sprašujem, ali je treba teorijo prilagoditi ali uskladiti s sodobnimi tehnologijami, trenutnimi družbenimi trendi, ali pa lahko preprosto povemo, verjamemo in z vso močjo oznanjamo svojo resnico ter upamo, da bo zdržala. Kaj misliš? Svoboda govora je vedno vprašanje konteksta. Najbolj neumna izjava, ki jo je o svobodi govora kdaj izrekel pameten človek, je seveda izjava Oliverja Wendella Holmesa, ko je rekel, da niti najbolj skrajno pojmovanje svobode govora ne ščiti človeka, ki lažno zakriči požar v polnem gledališču. Mislim, kakšna neverjetno neumna izjava. To je najbolj citirana izjava o svobodi govora v zgodovini govora. In tega ne bi prestal niti nekdo z inteligenčnim kvocientom 60. Seveda, lažno kričanje požar v polnem gledališču sploh ni govor. To je kot da potegneš alarm. Nihče ne bi rekel, da je lažno sprožiti alarm, ki gre. Govor, to ni govor. Ni razlike med kričanjem požar in tem, da rečeš brr. Ni prav nobene razlike. Tako je Oliver Wendell Holmes zavajal javnost z analogijo o kričanju požar. Nikoli nočem slišati, da bi kdo spet uporabil to primerjavo, to je najbolj neumna primerjava vseh časov, ki jo je kdaj uporabil sodnik Vrhovnega sodišča,
in povzročila je največ škode svobodi govora. Spomnimo se primera, iz katerega je to izšlo. Primer, ki je to povzročil, je bil skupina protestnikov proti prvi svetovni vojni, ki so stali pred naborniškim centrom in delili letake. Letake, niso kričali, delili so letake. In letak je pisal, da imate ustavno in zakonsko pravico, da se ne pridružite vojski, če ste ugovornik vesti. In prav zaradi deljenja teh letakov so bili kazensko preganjani in obsojeni. In Oliver Wendell Holmes je rekel, da je to kot da bi v gledališču zakričal ogenj. Ne, to je bilo bolj podobno temu, kot da bi pred gledališčem delil letak, preden vstopiš, in rekel, bodite previdni, ko vstopate v to gledališče. Obstajajo gradbena in požarna tveganja, ki bi lahko ogrozila vaše življenje. Zato ne uporabljajmo več tega koncepta kričanja ogenj v polnem gledališču. Moramo pa upoštevati kontekst. Kontekst je na področju svobode govora odločilen. Zdaj se konteksti spreminjajo. In spreminjajo se tudi pristopi. Nekatera sodišča so priznala, da je internet očitno najpomembnejši spreminjajoči se kontekst, ki ga danes vidimo. Mislim, da je bil Churchill tisti, ki je pred skoraj 100 leti slavno rekel, da laž prepotuje pol sveta, preden si resnica obuje čevlje. Ja. To je takrat držalo. Si lahko predstavljaš, koliko bolj drži danes v dobi interneta? Zato moramo prilagoditi pravila svobode govora realnosti interneta. Kako bi to izgledalo? Kako bi to izgledalo? No, to bi izgledalo tako, da bi priznali resničnost, da dober govor ne izniči vedno slabega govora. Dal vam bom popoln primer. V mojem primeru so me lažno obtožili, da sem imel spolni odnos z osebo, ki je nikoli nisem srečal, za katero še nikoli nisem slišal. To je bila zgodba na prvi strani. In potem, ko je umaknila zgodbo in v bistvu rekla, morda sem ga zamenjala ali zamenjala z nekom drugim, umikam vse svoje obtožbe, umikam svoje trditve. Ko so se pojavile informacije, da obstaja zvočni posnetek njenega lastnega odvetnika, ki priznava, da zgodba ne more biti resnična, je to postala zgodba na strani 88 pod vremensko napovedi. Torej, dobra govorica resnice ni prevladala nad slabo govorico. Do danes imam prepoved vstopa v ustanovo 92nd Street, Ixtlan. Imam prepoved vstopa v Tempelj Emanuel. Imam prepoved vstopa v srednjo šolo Ramaz, saj delno zaradi teh lažnih obtožb proti meni. Moji otroci so zaradi tega trpeli. Moja družina, moja žena je zaradi teh obtožb trpela. In vendar resnica še ni dohitela laži. Torej, veste, razumem tveganja popolne svobode govora. Hkrati pa jo kot zagovornik prvega amandmaja tudi podpiram. Kar pomeni, da standardi, veste, z izjemo tistih, o katerih smo prej govorili, se ne bi nujno smeli spremeniti. Ampak moramo biti pripravljeni sprejeti stroške in preprosto nadaljevati. Morali bi biti pripravljeni prilagoditi se novim realnostim, ki bi od nas lahko zahtevale spremembo standardov dokazovanja, ki bi od nas lahko zahtevale spremembo določenih vidikov pravnega pristopa do svobode govora, ne da bi pri tem kakorkoli zmanjšali bistvo. Bistvo svobode govora je, da vlada nikoli ne sme omejevati mnenja. To je bistvo. Mnenja vlada nikoli ne sme omejevati. Vse ostalo je temu postransko, zato moramo podrobno pogledati obrobje, ne pa bistva. V redu. Torej, še širše, tudi onkraj govora, me samo zanima vaše mnenje tukaj. Omenili ste tudi z Denom Dajkerjem in Khalidom, govorili ste o nekakšnem institucionalnem bojevanju, ki smo ga videli v članku Kristofa, kjer imate obtožbe ideoloških nevladnih organizacij, ki se na to sistematično legitimirajo prek uglednih publikacij. In iz pogovora je v bistvu slišati, kot da gre za zelo organizirano kampanjo, da bi se to zgodilo. In seveda je bilo v svetu judovskih nevladnih organizacij opravljenih veliko raziskav, ki to potrjujejo. Kaj mislite, da judovski svet dela prav, da bi se spopadal s tem izzivom? In kaj mislite, da dela narobe? Kje po vašem mnenju po nepotrebnem troši energijo in kam bi jo moral usmeriti? No, najprej naši največji sovražniki so znotraj judovskega sveta. Naši največji sovražniki niso Al Jazeera. Naš največji sovražnik so Haaretz, Jewish Daily Forward, Peter Beinart, J Street,
Jewish Voice for Peace, številni reformni rabini. Imamo globok problem znotraj judovske skupnosti. Omar Bartov, ljudje, ki, veste, Omar Bartov zanika zgodbo o nastanku Izraela. Pravi, da je bil Izrael ustvarjen na podlagi nečesa podobnega holokaustu, Nagbi. Mislim, laži, ki jih širijo Judi, ki svojo judovskost uporabljajo kot krinko za svojo nestrpnost, so danes naša največja težava. Seveda imamo tudi sovražnike, ki niso Judi, Kristof. Toda notranji sovražniki so veliko resnejši. Če me vprašate, katera organizacija je naredila več škode Judom in Izraelu kot katerakoli druga organizacija na svetu, bi rekel, da je to J Street. Izraelski veleposlanik v Združenih državah je morda pretiraval, ko je rekel, da je J Street rak. Ampak zagotovo je J Street ena izmed najbolj nevarnih organizacij, kar jih je kdaj obstajalo. To je kot med inkvizicijo, ko so se nekateri Judje obrnili proti Judom in postali orožje v vojni. Ali pa v primerih krvnih obtožb, kjer so bivši Judje pričali proti Judom in rekli, da res so ubijali krščanske dojenčke za njihovo kri. To počnejo te judovski izdajalci. In J Street je njihov vodja. Peter Beinart je eden od teh posameznikov. Omar Bartov, Norman Finkelstein, Noam Chomsky. Najprej se moramo soočati s svojo lastno težavo. Ljudje, ki trdijo, da so prijatelji, a dajejo strelivo sovražnikom, so najslabši. No, nisem prepričana, če se strinjam z vrstnim redom prioritet, ampak katere konkretne korake bi rada videla, da se zgodijo. Mislim, da moramo biti bolje pripravljeni, da na laži odgovorimo z resnico. Nismo tako pripravljeni, kot bi lahko bili. In tudi, veš, sovražnik ima svoje medije. Imajo New York Times, imajo CNN. Imajo ljudi, ki so takoj pripravljeni sprejeti izjave proti Izraelu. Tega na naši strani nimamo. Ko napišem komentar proti ljudem, kot je Kristof, nimam takoj prostora, kjer bi ga lahko objavil. Ni takojšnjega prostora, kjer bi dobra beseda našla svoj dom. Torej, prva stvar, ki jo moramo narediti, je, da zgradimo mrežo komunikatorjev, ki je tako učinkovita kot mreža, ki nam nasprotuje. Opravljamo grozno delo, veste, še posebej za ljudi, ki jih obtožujejo, da nadzorujejo medije. Mi sploh ne moremo priti v medije. Zdi se, da imamo več izzivov, kot sem jih omenila na začetku te oddaje. A o tem bomo morali govoriti kdaj drugič. Cenim, da ste danes prišli. Nočem končati kot popoln pesimist. Ne, potem vsekakor zaključite optimistično. To si želim. V Izraelu pravijo, da je pesimist tisti, ki pravi, stvari ste naredili tako slabe, da ne morejo biti slabše. In optimist pravi, seveda, lahko so še slabše. Mislim, da je lahko še slabš, ampak mislim tudi, da je lahko bolje. Mislim, da sem že prej govoril o mladih in o tem, kako nevarni so bili nekateri mladi za svobodo skozi leta. Ampak ena stvar, ki jo je prinesel 7. oktober, poleg tega, da je veliko ljudi obrnilo proti Izraelu, je tudi ta, da je okrepil podporo Izraelu med številnimi mladimi Judi na univerzitetnih kampusih. In judovske organizacije, kot so Chabad, Stand With Us in druge, so se ponovno okrepile ter postale zelo, zelo glasne in podpirajo judovske cilje v zvezi z Izraelom. Tako, pri nekaterih mladih vidim razlog za optimizem, vendar vidim tudi razlog za pesimizem. Zato bom zaključil z mešanimi občutki. In zaključila bom z optimizmom, saj zaupam v boljši del današnje mladine. Nas bo s pravo izobrazbo in orodji popeljal tja, kamor moramo iti. Ste imeli to zaupanje leta 1932? Ne moremo zaupati zgodovini, ne moremo zaupati usodi. Usodo moramo vzeti v svoje roke. Nismo naredili dovolj leta 1932. Ko razmišljam, želim poudariti samo eno stvar, preden gremo. Leto 1935 je bilo najslabše leto v sodobni zgodovini. Zakaj? Kaj se je zgodilo leta 1935? Nič se ni zgodilo leta 1935. Zato je bilo to najslabše leto v sodobni zgodovini.
To je bilo zadnje leto, ko bi lahko Velika Britanija in Francija uničili nacistično Nemčijo in preprečili smrt 60 ali 70 milijonov ljudi, vključno s 6 milijoni Judov, in Britanci ter Francozi niso storili ničesar. In če danes ne storimo ničesar, leta 2026-2027 bomo šli v zgodovino kot leto 1935, v katerem nismo storili tistega, kar bi lahko storili, da bi preprečili naraščajočo grožnjo judovski skupnosti in njeni nacionalni državi. Torej je breme na nas. Ne, s tem se strinjam. Priznam, da govorim iz precej privilegirane perspektive, saj sem obkrožena z ljudmi, delam v izobraževalnem centru Haredi Center. Vodimo izobraževalne programe prav za te neverjetno nadarjene, intelektualno angažirane, bolj konzervativne, klasično liberalno usmerjene Izraelce na različnih področjih. In seveda, veste, poleg tega se borijo tudi stotine in stotine dni v rezervni vojski. In to je predvsem mladina, s katero imam priložnost srečevati. To so ljudje, za katere mislim, da so prav ti ljudje in njihovi vrstniki na drugih krajih, za katere mislim, da bodo poskrbeli, da to ne bo leto 1935. No, upam, da imate prav, ker če pogledate izobraževalne ustanove, vključno z judovskimi izobraževalnimi ustanovami, judovsko teološko semenišče, judovsko rekonstrukcionistično reformno gibanje, ne opravljajo svojega dela. Če pogledate številne reformne sinagoge, ne opravljajo svojega dela. In zato, veste, imam spet zelo, zelo mešano mnenje. Mislim, da lahko v judovski skupnosti naredimo veliko več in da bi morali ustvariti boljša zavezništva. Imamo zelo močna zavezništva z evangelikalnimi kristjani. Imamo nekaj dobrih zavezništev s katoliki. Ukrepiti moramo našo diplomacijo z drugimi verskimi skupinami po svetu. Tistimi, ki ljubijo svobodo in enakost. Ampak ne moram vam reči, da sem optimist glede tega, da ne bomo ponovili leta 1935. Mislim, da je odločitev naša in da ne delamo dovolj. Vse, kar vam lahko ponudim kot noto optimizma, je, da bi vas naslednjič, ko boste v Izraelu, zelo rada povabila, da pridete in spoznate nekatere izmed čudovitih ljudi, s katerimi sodelujemo. A za zdaj bomo zaključili z mešanimi občutki in upali, da bomo nadaljevali kdaj drugič. Dobro, veselim se srečanja z vami v Izraelu, veselim se tudi ponovnega srečanja z nekaterimi izmed izjemnih Izraelcev, ki jih poznam že zadnjih 70 let. Amen, amen. In vsem, ki ta teden praznujejo Šavot, vesele praznike.